Dovolj spanca lahko naravno ojača testosteron, kot lahko tudi intenziven trening za moč, dieta z dosti maščobami, seks in to, da niste preveč časa v kalorijskem primanjkljaju. Hormoni so pomembni. Res je, da noben hormonski problem ali neravnovesje ne more negirati kalorijskega deficita. A to ne pomeni, da hormoni ne igrajo pomembne vloge v procesu izgubljanja maščobe. Pravilna regulacija teh hormonov je kritična pri tem, kako učinkovito in enostavno lahko izgubite maščobo. Prvi na vrsti je inzulin. Vsakič, ko jemo, naše telo proizvede inzulin, ki nam pomaga pri prevažanju nutrientov tja, kjer jih potrebujemo, v naše mišične ali maščobne celice. In v popolnem svetu, za potrebe telesnega izgleda, bomo jedli tako, da se inzulin poviša okoli naših telesnih vadb in tako podpira našo zmogljivost pri vadbi, okrevanje in mišično rast. V drugem času pa bomo poskušali držati te sunke na minimumu. Vendar pa se večina ljudi nenehno baše skozi ves dan, kar posledično povzroča nenehno proizvodnjo inzulina, prekomerno proizvodnjo inzulina. In problem nastane, ker več inzulina kot proizvedemo, manj občutljivi postanemo na njegove učinke. To pomeni, da telo postane manj učinkovito pri prevažanju nutrientov za okrevanje po vadbi in za mišično rast in bolj učinkovito pri hranjenju in nalaganju odvečnega goriva okoli vašega pasu. Kaj si morate zapomniti? Naj zdravnik testira vaše nivoje inzulina. To vam bo zelo pomagalo pri iskanju najboljšega načina prehranjevanja za vas. Osredotočite se na tajming vaših obrokov z veliko ogljikovimi hidrati okoli telesnih vadb. Tako boste maksimizirali vašo inzulinsko občutljivost po telesni vadbi. Naslednji hormon je leptin. Leptin je proizveden v maščobnih celicah in pošilja signale vašim možganom, ko uskladiščite dovolj maščobe in ne potrebujete več zaužitja hrane. Debelejši kot ste, več leptina proizvajate. Mislili bi si, da več kot imate telesne maščobe, lažje postane jesti manj hrane, a na žalost ni tako enostavno. Podobno, kakor se lahko zgodi pri inzulinu, lahko postanete neobčutljivi tudi na leptin. To se zgodi, ko preveč maščobe proizvede preveč leptina in se leptinski signali več ne pošiljajo vašim možganom. Ko se to zgodi, telo misli, da strada in aktivira občutke lakote. Pa, če potrebujete hrano ali ne, kaj si je treba zapomniti? Najboljši način za kontrolo leptina je, da ostanemo vitki in sploh ne pridobimo prekomerne telesne teže. Žal, a tako je. Tretji hormon je grelin. Grelin je odgovoren za fiziološke občutke lakote. Proizveden je v želodcu in se poviša, ko je vaš želodec prazen. Nasprotno se zniža, ko je vaš želodec poln. Manj hrane kot pojeste, na primer, ko želite izgubiti maščobo, več grelina bo kot odgovor proizvedlo vaše telo. To je ena izmed razlogov, zakaj je lahko začetek diete, kot je na primer delni post, brutalen prvih nekaj dni. Ko se vaši hormoni adaptirajo spremembi v dieti, pa se stvari izboljšajo. Kaj si je potrebno zapomniti? Jejte v rednih intervalih, da kontrolirate grelin. Delni post je lahko odlično orodje pri resetiranju in ponovni pridobitvi kontrole nad signali lakote. Četrti na vrsti je kortizol. Stres, ki ga občutite, ko se za dlako izognete prometni nesreči, je fiziološko enak stresu, ki ga občutite med dietiranjem, pomanjkanjem spanja, kreganju s sodelavci ali težki telesni vadbi. Ta stres povzroča izločanje kortizola. Kronično povišan nivo kortizola olajša razgradnjo mišičnega tkiva ter akumulacijo maščobnega tkiva, še posebej maščobnega tkiva na področju trebuha. Znižuje tudi nivoje koristnih hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon.
Nivoji kortizola so povezani tudi s povišanimi nivoji grelina, kar je razlog, da se vaš apetit poveča v časih velikega stresa. Kaj si je potrebno zapomniti? Stres je neizogiben, zato je potrebno najti načine, da ga obvladujemo. Pojdite na sprehod, najdite nekaj minut mirnega časa vsak dan ali pa adaptirajte vadbo meditacije. Naslednji so hormoni ščitnice. Vaši ščitnični hormoni, posebej T3 in T4, so primarno odgovorni za regulacijo vašega metabolizma, pa tudi za podporo pri izgubljanju maščobe in rasti mišičnega tkiva. Nivoji hormonov ščitnice so direktno povezani s tem, kako živimo naše življenja. Slab spanec, nezdrava prehrana in visok stres lahko zmanjša nivoje teh hormonov, kot jih lahko tudi kronična restrikcija kalorij. To je eden izmed glavnih razlogov, da se med tem, ko dietirate, vaš metabolizem upočasni. Kaj si je potrebno zapomniti? Postavite spanec kot prioriteto in se izogibajte dolgotrajnim strogim kalorijskim deficitom, ker lahko vodijo do ustavitve delovanja vaše ščitnice. Rastni hormon. Rastni hormon je eden najmočnejših hormonov, ki jih proizvaja vaše telo. Stimulira celično obnovo in v manjšem obsegu mišično rast. Bolj pomembno, visoki nivoji rastnega hormona promovirajo kurjenje naloženih zalog telesne maščobe za energijo in simultano omejujejo shranjevanje maščobnih kislin. Kaj si je torej potrebno zapomniti? Rastni hormon se naravno znižuje, ko se staramo. Zato o njem pogosto govorimo tudi kot o hormonu fontane mladosti. Za maksimiziranje naravnih nivojev rastnega hormona spite 7 do 9 ur. Testosteron. Testosteron je prvenstveno poznan kot hormon, ki pomaga pri gradnji mišičnega tkiva. Vpliva tudi na spolno slo, zdravje kosti in nivoje telesne maščobe. Več ga imate, manj maščobe imate ponavadi, manj ga imate, večji je vaš riziko za debelost. To je zato, ker testosteron preprečuje telesu graditi maščobne celice. Dovolj spanca lahko, kot pri rastnem hormonu, naravno ojača testosteron, kot lahko tudi intenziven trening za moč, dieta z dosti maščobami, seks in to, da niste preveč časa v kalorijskem primanjkljaju. Kaj si moramo zapomniti? Izogibajte se dolgotrajni restriktivni dieti. Naj bo v vaši prehrani vsaj 20% maščob. Redno telesno vadite, spite 7 do 9 ur in optimirajte jemanje prehranskih dodatkov. Estrogen. Estrogen deluje kot hormon, ki pomaga pri nalaganju maščobe, kot tudi hormon, ki pomaga pri kurjenju maščobe. Pri visoki nivoji estrogena, tako pri moških kot pri ženskah, pa lahko vodijo do povečanja nalaganja maščobe. Kaj si je potrebno zapomniti? Prekomerno uživanje hrane, prekomerno pitje alkohola, pomanjkanje spanja in jemanje drog lahko povzročijo, da telo proizvaja preveč estrogena in s tem ustvari neravnovesje.